Spomnim se, da si mi razlagal, kako je bilo sodelovati z Japonci enkrat, da si pač potreboval neke produkte in si kontaktiral japonskega distributerja in ni bil za to, ne vem, Slovenija, majhen trg ali karkoli in potem si njegovo ženo kontaktiral, zato da ga je prepričal. Kak je bila zgodba za te? To so bile fore takrat, ja. Takrat smo se s tem ukvarjali. Ampak je pač zanimivo, da smo bili vse zmenjeni, ne, sam pa se ni na tej se pravi, ta prodajni aspekt tega se ni manifestiral. Ne, ampak je bilo težko tudi, recimo, ne govorim samo za nas, ne, tudi druge te, recimo v Nemčiji firme, ki so se poskušale to narediti, ne, pa na tak način, jih niso uspele. Ne. Tudi danes je v bistvu za ene te prav japonske produkte še zmeri težko, ne. Je težka, lažje kupaš tam iz Alibabe, pa da bo tako, da bo prišlo v Evropo, po teh normalnih kanalih. In pa so tudi cene temu primerne. Recimo sploh te PVC figure, ko imajo pri nas take blazne cene, to ni taka cena, na japonskem. In je v bistvu se pa tudi to bremza, da bi se te stvari bolj razširile, ker ta dobava ni taka. Kako bi lahko pooptimizirali ta distribucijski kanal z Japonsko? Oni so še vedno, ne rečem distribucijsko, dosti izolirani, ali zdi se mi, da predvsem z navalom pač novih investmentov preko streaming servisov, naprimer v anime kanale, ko vlagajo v različne anime studije in tako naprej, se mi zdi, več denarja prihaja v te produkcijske odbore in tako naprej, ker so malo večje firme in vidijo, ok, tukaj je zdaj malo več denarja, bomo probali delati malo več produkcije merča tudi za zahodni trg. Se mi zdi, da se zdaj malo odpira, ampak kakšno je realno stanje? Se ti zdi, da je tako ta distribucijski kanal zdaj malo bolj odprt ali si še vedno pod vplivom tistih večjih distribucij, ki imajo že ustaljene razmerja z Japonci, ne vem, 40 let plus, ne? Te japonska podjetja pač počasi prodirajo, bom rekel, Evropo, in nažalost prodirajo, prodirajo oni k nam, ne da smo mi od njih vzeli. Kar pomeni, da zdaj za potrošnika, kaj to pomeni, to je težko reči, da je zdaj to slabše ali je boljše, ampak vsekakor je nobenega ni, ki bo zagovarjal interese recimo evropskega potrošnika, ker bojo ta podjetja diktirala, kaj je zdaj prav. Se pravi, oni bojo naučili evropskega potrošnika, kako se mora obnašati. Ne bo pa to nujno, da bo tako, kot si mi želimo. Zanimivo, recimo, derivat tega je tudi, so ti animeji v kinih zdaj, Zakaj jih je zdaj kar naenkrat toliko, prej pa niso bili 15 let nikoli, Mislim, če tam pogledaš dol, vidiš Crunchyroll, Crunchyroll je bil pač streaming servis, ki je dolg časa pridobival na popularnosti, kaj se je pa zdaj spremenilo, kupil ga je Sony. In Sony je pač ful velika firma, svetovna firma, In zdaj so kar naenkrat začeli to distributirati malo bolj splošno. To je finta. V vse evropske države. In I guess, da naši distributerji, naša podjetja imajo veliko bolj ustaljene odnose s Sonyjem, kot pa z nekim Crunchyrollom, s Toho, z nekim levim japonsko firmo. Sony veliko bolj enostavno distributira vse te produkte. Plus, da Sony pač pogoji, oni rečejo, če bi vi radi zdaj pa ta film, boste pa še tega, pa tega, pa tega. Ja, točno tako. Če hočeš dobre odnose, exactly. To pač, to je ta stvar, ki pač pol oni diktirajo, oni ti povejo, kaj bo, kaj bi ti. Ampak pač, vse to je, v današnjem svetu je to, smo že od ameriških teh firm navajeni, tako da ni zdaj taka velika stvar. Ni neka nova stvar, kapitalizem, Je pa sigurno to
ne, z te strani bo ta. Za potrošnika je definitivno boljš, ker imamo zdaj anime v kinu, imamo zdaj več merča, mislim. Ja, samo ne spet, niti oni določajo, kaj je zdaj za tebe dobro, ne. Kaj je zdaj za nas, a ne. Ja, to je res, pa je Big Brother tell you. Mislim, nimaš neke full competition med trgovinami, vse je ista cena, ne? Vse je ista marža, everything. To ni taka stvar, ker je to zmeri tako, ne. Mislim, to, kadar ni tako, je neka anomalija in ker nekdo izigrava sistema. Zdi se mi, da recimo One Piece karte vsi prodajajo po isti ceni. Razen ena trgovina v Sloveniji, ki zdaj pač odločila, mi bomo pa 30% manj. Ne? Mi je zanimivo. Pač. Ampak vse gre preko ene firme, preko Bandaja. Ne? Bandai pa vse tiska na japonskem in I guess, da gre vse preko enega kanala. Nimaš nekih milijon distributerjev še vmes. V tej naši branži, če neka trgovina prodaja nekaj pod ceno, a ne po drugih pogojih, to pomeni, da ker so vse isti artikli, a ne, to ni, da nekdo, te karte so pač ena tovarna ideja. Ja, isti produkt. Dobro, lahko so ponaredki za kakšne, a ne, kakšni ti ponaredki so tudi zelo dobri,